Yo, hashtag progress Hashtag report. progress Yo, report. hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress This is a report. progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Yo. Evo nas, prvi official, uradni hashtag Progress Report podcast. Z vami Domen Žugel, danes prvi gost Miha Poznič. What up, bro? What up? Kako? Si Red. Severce. Živ sem kaj? Ne več. Ne, ok, cool. Daj mi za začetek povej nekaj na kratkega o sebi. Kdo si, kaj delaš, kje si? Ja, prihajam iz Celja. Učim hip-hop že lep čas. Kako dolgo že? Učim že po moje krene 10 let. 10 let. Kako dolgo že plešeš? Plešem pa že 15-16 let. Ok, že skoraj tam. Polovica življenja. Ja. Takrat, ko so me začele zanimati punce. Kdaj je bilo to? Ja, konc osnovne šole, začetek srednje šole. Ok. Te bi lahko rekel, da si se zaradi zanimanja v punce vrgal v ples? Ja. Okay. Se verjetno se vsak fant, ki je v hip-hopu zaradi tega vrgal. Ja. Ki si se pa prvič tako srečal s plesom, pa to, da ne vem, te navdušil sploh, da si vedel, da hočeš plesati, ne pa ne vem, šah igrati. Plesati ali hip-hop? Plesati. Plesati sem prvič videl prek filma You Got Surfed. Ok. You Got Surfed, ko sem videl, kako so fajn oblečeni, kako ga fajn plešejo, punce okoli, zelo nahajpane, ko so fantje plesali, tako da sem rekel, I can do that. Nice. In kako to, da si se pol odločil za hip-hop, pa nisi šel, ne vem, break ali pa... Rečemo temu, da sem vedel, kje so moje zmogljivosti. Okay. Break je bolj, moraš biti kar bolj močen, moraš biti bolj, kako bi rekel, višji prag bolečine moraš prenesti, tako da tam sem vedel, da tam nisem. Tudi ne za neke jazz, balet, sem vedel, da nisem tudi discipliniran. Pa si probal kdaj, ali? Probal sem, ja, ampak rečemo temu, da se nisem počutil tako udoben kot v hip-hopu. Ja. Hip-hop pa rečemo, da je ta pravi za mene. No? Takrat mi je pasal predvsem stil, kako smo se oblačili, prevelike cote, to je zakon, kapice. Si ima pas pod ritjo, pa vse. Z detkom vsako nedelo se pogajajo, da zakaj nosim ta hlače, zakaj kapa po stran, zakaj uhani in itd. Ja. Prav tako se spomnim, ko je takrat bil Klemen na sceni z svojim komadom, Keš Pipike. In vem, cenzura, ja, in vem, da je bilo po televiziji glih ta spot Keš Pipike in jaz sem bil v svoji sobi, zraven pa poslušal, ko je to imel prežgan v dnevni in koliko je takrat mami jamro, kdo to posluša, mislim, ko se to norci dela, to je kar neki, a jaz zraven v sobi z glavo migo, To je muzika, To je muzika, ja. Nice. Kaj pa, prav od začetka te že ples zanimalo, si ne vem, še pred tem kaj druga, ne vem, se spustil, pa ti ni uspelo, pa ti ni bilo všeč, ne vem, plavanje, rokomet, košarka, fusbal. Ja, v osnovni šoli tako vsi smo kar veliko stvari sprobali, no. Probal sem košarko, probal sem karatejo sem bil 6 let, kaj sem še kaj, rečemo, da je to, no, takih bolj pomembnih stvari, ampak jaz nisem, kako bi rekel, face kondicijski človek, nisem... Si kratki pa eksploziven. Tako, kratki pa eksploziven. Pa tudi nisem agresiven človek, tako da, pa se karate ni agresiven, no, ampak pač nisem se tam vijal. Ja. Tam pa je bilo preveč fantov, tako bom rekel. Pa si takoj vedel, ko si, ne vem, se spustil v ples, da pač to je to, kaj boš delal, ali? Ne. Pač, ja, v prvi vrsti sem šel sem zaradi punc, pač verjetno s ciljem, dokler ne najde mene fajne punce, pa bom pač nehal. Ampak v prvi vrsti zaradi punc, pa postopoma nekako vidiš, da je to stvar, ki pozitivno vpliva na tebe. V kakem smislu?
kaj si ti pač specifično bil tak, ok, zdaj plešem že nekaj časa, pa mi je to dalo, mislim, kaj ti je dal ples? Drugače začneš gledati na muziko. Jo ne poslušaš, mislim, jo ne uporabljaš samo za poslušanje, ampak jo dejansko čez čas vidiš. Ne vem, zdaj bi lahko temu rekel že kar malo poklicna deformacija, ne vem, ko si v avtu, pa greš, ne vem, v mojem primeru ali z očetom ali z mamo, da smo oba dva v avtu, se nek fajni komad spusti po radiju, avtomatsko oče oziroma bo začel z glavo migati po ritmu. Rečemo, to je 99% prebivalstva, vsi delajo na ta način. Držijo osnovni ritm in je to. Jaz pa avtomatsko vidim, kako bi lahko se premikal na ta komad oziroma kako ga bi lahko uprizoril za dejanji. Dejansko vidim glasbo kot neko pripoved. Kako se na njo gibati. Teda mi kot plesalci smo neke vrsti X-Men, veš, ko slišiš glasbo, pa vidiš neke slike. Rečemo pripovedovalci, Pa se ti zdi, da si kot plesalec oziroma koreograf, trener, kakorkoli, osvojil tisti, kako bi rekel, najvišji nivo, da si odklenil zadnji level, kar se tiče, ko slišiš glasbo, da vidiš točno to, kaj bi mogel videti, ali se ti zdi, da z leti izkušenj se ta slika, ki jo vidiš ob poslušanju glasbe, bolj, ne vem, barva, pa bistri, pa določa. Ja, tako bom rekel, z leti spreminjaš okus. Okus ne samo glasbe, ampak tudi kako bi ti kateri gib bi ponudil, kako bi se premikal, kakšno sporočilo hočeš dati za svojim plesom, tako da logično v mlajših letih si hotel izpaditi čim bolj seksi, si hotel izpaditi čim bolj frajer, zdaj pa z leti imaš mogoče malo bolj deeper meaning, hočeš nekaj povedati brez besed, še vedno sem mnenja, da je ples močnejši od besed. Pa misliš, da to vsi vidijo tako, ali samo plesalci, da je ples močnejši od besed? Po moje je to zelo omejeno, da smo bolj plesalci, ki poznamo, rečemo, to moč. Ne vem, ko vidiš na YouTube ali pa v živo nek performance od nekih plesalcev in si tudi sam plesalec, boš predstavo drugače gledal kot pa nekdo, ki je prišel, ki ni iz ozadja plesalcev. Je mogoče te veliko boljš, to je tako, da bi šel gledati v kino nek film, nek vojaški film, pa si sam vojak, pa si mogoče doživel že te stvari, boš bolj drugače gledal ta film, kot pa nekdo, ki je tu zato, ker sam pozna iz YouTubea neke stvari. Si že kdaj doživel, da si šel, ne vem, na neko plesno predstavo, pa ker pač si s plesnim vod, da ti je bilo čist brez veze, ali pa si bil tak, kaj te to ti dela, ali pa, ne vem. Ja, tudi. Mislim, v takih primerih se prvo probam postaviti v njihovo kožo, vedno si rečem, da pač mogoče pa le vse ne moraš razumeti, vsaj ne z tem backgroundom, ko sem jaz, ker jaz imam za sebe vendarle za malo bolj omejeno, ker sem le veliko več svojega časa vlagal, če ne skoraj ves čas v hip-hop, medtem ko neke art, modern, te stvari ne poznam tujk in včasih pač rečem, ok, mogoče pač sam jaz ne zastopim. Se pa tudi zgodi, da ne vem, v nekih zvrsteh, ki pa jih poznam, pa rečem tako, ok, to pa jaz ne bi tak naredil, ne. Pa se ti zdi, ne vem, hip-hop kot plesna zvrst oziroma veja plesa, da je, ne vem, široko odprta do plesne kulture nasplošno, ali ful specifična, ali naravnana samo zato, ali... Misliš v Sloveniji? Nasplošno. Nasplošno hip-hop kultura, ja, logično, v Ameriki jo po moje smatrajo čist normalno kot vsak del kulture. V Sloveniji pa imam feeling, mislim, sem že sam doživel, da ministrstvo naše ne priznava hip-hop kot del kulture. Zato, ker sem tudi dobil odgovor od njih, da pač hip-hop ni kultura, kar se mi zdi malo... To si dobro iz ministrstva za kultura. Tako. Tako da včasih se kar malo vprašaš, no, da še nismo tu. Še rabimo par stvari porihtati, da bo hip-hop mogoče nekoč priznan kot kultura. Pa na kom se ti zdi, da je to največ teže oziroma dela, da mu pač potisnemo
kulturo hip-hopa v Sloveniji naprej oziroma do javnih institucij, do širše javnosti, na nas, na Podmladku, na onih tam kravatarjih ali... Jaz mislim, da kravatarji tu nimajo toliko velikega vpliva. Dejansko, ko bomo mi, ta mehna manjšina ljudi, ki se ukvarja oziroma živi za to kulturo, da jasno ve, da je to pozitivna stvar, da je to nekaj, kar je normalno, da se nekdo riše grafite, nekdo repa, nekdo pleše, da je to čist normalno in da ko bo ta masa delala več eventov, ko bojo ti eventi zdravi, ko bojo pozitivni, kar že so, ampak jih še ni toliko veliko, ko bojo vsi ti eventi zraven potegnali še ostalo večino države, bojo kravatarji pač enostavno mogli sprejeti to, da je hip-hop del Slovenije, del nas. Ja. Ne? Tada, ja. Čeprav se mi zdi tak hip-hop muzika oziroma rap, kakorkoli v Sloveniji, še vseeno ima večjo težo kot pa ples, se mi zdi. V Sloveniji, ja, se mi zdi, da je ples je cenjen, ampak vsaj ne ta hip-hop družinski del, no, se mi zdi. Je še vseeno malo zatiran, pa potisnjen na stran, pa ne vem, lahko greš v narodno gledališče, 95% gledati baletne predstave ali pa sodobne ali pa jazz ali pa karkoli, ne, hip-hop pa še vedno ni naredil tistega ključnega preboja. To se ti zdi, mislim... Ja, hip-hop je fej specifični. Mislim, dejansko jaz vidim, da lahko s hip-hopom narediš vse, ampak tako bom rekel, mogoče hip-hop deluje preveč uporniški za neke gledališke predstave oziroma nepoznavalci se ga še malo bojijo, ker iz Amerike vse je tudi nekaj časa trajalo in je bil neke vrste psevdonim za neke kriminalne dejanja, za odpadnike, nekoga iz geta, ampak pač mi nismo Amerika, nimamo, mislim, tudi v Ameriki je to bila rešitev. Ja. In so zdaj vsi artisti, ki so bili nekoč povezani s hip-hopom oziroma so še vedno povezani s hip-hopom, so zdaj bogataši, ker jim je pač ratal, ker so ostali dedicated temu poslanstvu in jih folk supporta. No? Ja. Pa se ti zdi, da se bo to kdaj v Sloveniji spremenilo ali bo še vedno Janez Režji harmoniko poslušal kot pa ne vem... Bo še kar par generacij po moje trajalo. Sej rap je v Sloveniji zelo močen, mislim, imamo par zelo kvalitetnih izvajalcev, zelo rad jih poslušam, ampak... Da je tvoj najboljši raper, slovenski? Moj najboljši raper? Ajde, hitro. Murat. Murat, ok, dobro. Ampak hotel sem tudi reči, ajde, Klem, bi tudi bil, ko sem že prej ga hvalil. Ok. Ampak Murat mi je cool, ima enih par zelo takih deep, no. V glavnem... Se ti zdi, da lahko v Sloveniji kot plesalec, ne vem, živiš od plesa, kot plesalec, ne zdaj kot plesalec? Ja, kot koreograf, kot trener, ampak sam kot plesalec. Samo kot plesalec. Kakaj izkušnja imaš s tem? Pač ful imamo kvalitetnih plesalcev v Sloveniji doma. Mislim, zdaj v koronskih časih definitivno ni možno, ampak ko so bili eventi na ful, ja, se bi dal živeti, ampak ne tak, da bi lahko zdaj si pa ful prevošal, po moje. Ja. Da bi lahko samo od plesa živel, pa imel nek v redu avto, v redu stanovanje, si prevošal fajne počitnice. Tak, rečemo, zdaj bom res na pamet rekel, ampak jaz bi rekel, nekje Jurija do Jurija pa 500 bi mogoče lahko sprasko, ja, kar je v redu služba, ampak je pa, ni pa stalna, ne, nikoli ne veš, ne veš, ja. Ta mesec bo polni, drug mesec si pa brez nastopa, ne. Plus tega ne veš, ali ne vem, si boš živel v Gležnju jutri, ne? To pa tako, boš lahko nastopal, boš šel 6 mesecev na, ne vem, operacijo ali pa rehabilitacijo, ne? S tem, da to si moraš sam plačati, ne? Ja. To je, pač ti si lahko zaposlen, ne? Sam zelo malo plesalcev je zaposlenih v neki ali plesni šoli, ali agenciji, sploh ne verjamem, da je kdo zaposlen. Se pravi, ti imaš svojo firmo, ali SP, ali društvo, na katerem si zaposlen, ampak ti si dejansko sam pa plačuješ te stvari, ki je že vnešeno v tvojo urno postavko oziroma v tvojo plačilo. Ja. Plus tega, ne, da tako si prej rekel, imaš sezono, ko ne vem, imaš en mesec nabit, pa recimo je bilo tako zdaj, ko je prišla korona, pa so se skenslali koncerti, nastopi, TV daje ono tisto, ne, in kaj boš pol v tem cajtu, ne.
Kak si ti preživel korono, pa lockdown, pa vse te omejitve? Si normalno delal? Med korono se vse skupaj predstavljalo na Zoom. Mislim, prvo so bile te omejitve v dvorani, v živo, se pravi do 10. Ja. To je bilo že prvi handicap, zato ker smo mogli, ne vem, skupino 20 otrok in povedati, da vi boste prišli na trening, vi ostanete doma. In je že tu malo tak, se ti zdi, koga oziroma koga ne, tu če jih daš pol, pa jih izmenjuješ na termine, vse je to tak. Ni fair, ne? Ni fair, ja. Kakorkoli, tudi če je pol, ne, ni nikoli fair. Ja. Ko se je pa vse skupaj predstavljalo na Zoom, pa energija tu čez ne gre prek ekranov. Ekran je full velik mejnik, ki ti bremza te stvari in dejansko, ko sem se doma pripravljal, da bom imel Zoom trening, užgeješ kamero, ampak ti si sam v neki sobici. Ja. Dejansko imaš feeling, da plešeš sam sebi. Vse otroci na drugi strani se trudijo, pridejo na treninge, delajo, ampak tudi sami ne morejo, rečemo, vzpostaviti iste energije, kot je bilo takrat v dvoranah v živo, ker ne moreš energije prenesti preko kamere, pa to, kaj začutiš dvoranja. Ja, ne moreš. In tako sem že prej rekel, handicap je bil, no. Korona je velik handicap, sploh za plesni svet, ker veliko delamo, mislim, vse se je delalo v živo. Do korone dejansko ni noben, rečemo, imel, mislim, bili so tudi spletne strani, ki so ponujale klase online, ampak zdaj tudi največji majstri v tem so na koncu dolgoročno temine gledati skozi neke te posnetke, ker nimaš nobenega feedbacka. Mislim, vse so potem šli tudi na live, live klase pa si lahko pisal, ampak spet to sploh ni primerjave z živimi klasi. No. Ni istega doživetja, ni iste energije, ni, kot ti on potem odgovori, on ti natipka to, pač ok, se ti je odgovoril, ampak on ti je natipko ali pa ti je pač v kamero povedal, ampak tako sem rekel, ekran je mejnik in ti zabremza vso to bogatstvo, rečemo, ki ga doživiš v živo. Pa se ti zdi, da se zaradi tudi Zoom klasov, pa tudi live IG, Facebook klasov, pa ostalih platform, da je kak opad v številu plesalcev ali pa... Ja. Se pravim, te starejši, izkušeni plesalci že vejo, že imajo razpucano glavo, da pač hočejo plesati, da je to kar so iskali. Za take se ne bojim, ker pač pridejo nazaj in so zvesti in vejo. Medtem ko vsi ti mlajši, prvi, drugi razred, ko so sam malo videli na YouTubeu, malo so jim prijatelji povedali, ja, ples in so se pač odločili zdaj sprobati, kako zgleda ples, ampak so glih padli v to slabo sezono, ko smo jih pač mogli dati na Zoom in pa so prvo izkušnjo s plesom doživeli preko Zooma, tako da to je pa 1:100 in verjamem, da veliko možnih talentov, ki bi mogoče v roku 5 let se to videli, niti ne bojo dali priložnost plesu, tako da ja, smo izgubili kar enih par generacij. Ti pri svojih varovancih si imel veliki opad? Postopoma, mislim, septembra je bila normalna sezona, nafilali smo, fajno reklamo smo imeli, otroci so prišli in v normalni sezoni je vedno tako od septembra do junija, opada, konstantno počas opada in ne vem, če začneš septembra z 100 otroci, si nekje junija 60-50 otrok, ki je še vedno pri tebi, kar je ful dober. Ja. V času korone pa definitivno na koncu ostali samo, tako sem prej rekel, da ti starejši, ki vejo, kaj bi. Ja. Medtem ko vsi ti otroci, ki ti ponovadi filajo skupine, tu se je pa kar poznalno upada pol. Ja, pa se ti zdi, da se bo vrnilo nazaj, če se bo stanje normaliziralo, misliš? Se ti zdi, da plesalci oziroma froci komaj čakajo, da se spet sprostijo na polno stvari, pa se eventi z folkom oziroma z občinstvom začnejo nazaj, pa batli, pa državna, pa take stvari, ali misliš, da bo spet jovo na novo jeseni? Jaz mislim, to je logično, otroci komaj čakajo, da se stvari sprostijo, da bo spet tako je bilo, da bi lahko šli v kino, da bi lahko šli normalno prijatelju domov, brez nekih mask. Ampak jaz mnenja, da če še bo zdaj ta naslednja sezona 2021-2022 na isti način, kot je bila prejšnja, Preko Zooma pa to ne? Preko Zooma, jaz mislim, da bomo fejs poškodovani, kar se tiče
plesne scene pri nas. Veliko plesnih šol bo nastradal. Že zdaj vem, že sam iz svojih izkušenj vem, da smo kar veliko investirali za to, da smo sploh preživeli, da so ljudje oziroma pedagogi dobili svoja plačila, da so tudi starši, ki so vozili in so bili zvesti celo leto, da so bili zadovoljni z tem, kar smo jim lahko ponudili. Ja. Ampak če še bo zdaj ena taka sezona, bo kar pestro. No. Pa so tisti, ko ne vem, so se izpisali ali pa so nehali, je bilo to zaradi, ne vem, Zooma ali ostalih težav, ali ne vem, niso imeli povezave, ali se jim ni več dalo tako dolgo, ali ne vem. Tudi so bili primeri, ko, tako si sam rekel, dejansko imajo nekateri starši probleme doma, ker nimajo dobre povezave, problemi so tudi računalniki na splošno. In tu je hudo, zato ker ni noben izmed nas kriv, se pravi ne plesna šola, ne plesalci, ne otroci, oziroma ne starši, ampak pač vrženi smo bili v tako situacijo, v tak položaj, da žal moramo delati prek računalnika, preko interneta in jaz razumem, pri določenih družinah je to prevelik finančni zalogaj, da bi lahko to izkoristili oziroma bo kar veliko otrok, no, zdaj če še bo ena taka sezona, sploh ne bojo probali. Kako pa je bilo letošnje državno? Ti si bil, ne? Ja. Kako je to potekalo? Kako je bilo cool? Pa ne, moram reči, za državno je bilo zelo na nivoju. V meni smo bili, ker ni bilo gledalcev. Kar pa eni strani je bilo zanimivo, oziroma meni osebno je bilo boljše, ker smo imeli več prostora, bolje je bilo sveže vse skup, ni bilo toliko vroč. Se ti zdi, da so bili bolj zbrani? Tekmovalci? Tekmovalci. Tekmovalci so bili lačni tekm. Energija je bila na mestu, videli se, da eno leto suše, to je za otroke, ker jih je fejst izstradal, tako da ko se je ta tekma približala, ni bilo važno, kakva tekma je, samo da se gre na oder. Tako sem rekel, to je naše gorivo, nastopanje in tekmovanje. Pa je bilo dosti konkurence oziroma ostalih skupin, če primerjaš s prejšnjimi leti, ali je bil upad? Ne, jaz mislim, da je bilo kar upad, fejst upad. Tudi nasplošno govorim o kvaliteti. Tudi sama kvaliteta, se pravim, prefiltrirali se je, veliko dobrih plesalcev je nehal, veliko dobrih pedagogov ni mogli podati znanja na tak način, ko bi ga drugače čez celo leto. In se je to definitivno tudi poznalo na skupinah. Tudi sam sem to videl, kako je pri naših skupinah, tako da manj skupin je bilo, pa definitivno ni bilo na takem rangu, kot Slovenija zmore, no. Plesna scena. Ja, nice. Ko si omenil plesno zvezo, zdaj se, letos poleti se je pa nova plesna zveza še ustanovila, ne? Ja. Zdaj sta dve. Kaj veš povedati o tem? Kaj si kaj slišal? Jaz nekaj sem malega prebral, ampak na točno vem, ti vem, da si bolj... Kukar jaz vem, pa ne vem veliko, ampak je namen te druge zveze bil predvsem to, da bi privabili predvsem te plesalce, ki niso tujk naspidirani oziroma niso tujk našpanani za neke visoke rezultate, ker na državnem vseeno se na koncu zbere res ta boljše. Pa se ti zdi, da se jih dejansko vedno zbere? Ali? Ne. To imaš zdaj takega tudi, ko je že velikrat jamro glede tega, ampak vse to, dejansko vsi trenerji smo vedno taki. Vedno imaš neko svoje sojenje v svoji glavi, vedno si pristranski, jaz to vedno pravim, da tudi sam sem kdaj sebe oziroma svoje ekipe mogoče previsoko kar dal v svojo glavo, ampak se pa pozna politika v zadnjih, definitivno. Logično je, pa če imaš ti prijavljenih na plesni zvezi 200 plesalcev ali pa 100 plesalcev za tekmo, pa vsak da članarino pa štartnino, nekdo pa 7 plesalcev ali pa 10 plesalcev, je logično, da ti boš tero tizga, ki ti več denarja prinese, ga boš višji dal, zato ker ti bo naslednje eno skupino tako pripelo. Medtem ko takih je 7 ali 10 pripelo, se ne boš neki sekiro, oziroma ne bom rekel sekiro, ampak večji dobiček bo z njimi. Samo posledično se ti pol znižuje kvaliteta, ne vem, top 5, top 10 ali pa kvaliteta konkurence, ne? Pa tisti, ki so ta boljši, pa je na primer
Sam se je predstavljal, pa prišel betlat, pa je zgubil proti, ne vem, enemu iz plesne šole, ko je 100 pripelo, ga naslednje leto ne bo več, ne, pa... Ja, vse se dogaja to, vse se dogaja. Mislim, jaz, ko sem začenjal z formacijo, sem vedel, ok, smo face v zadnjih za ostalimi, kako jih dohiteti. Vedel sem, naša tehnika nekako ne bo dosegla tega, kar dosegajo trenutno najboljše šole, ampak sem nekako imel vizijo, da naredimo, če ne druga, vsaj bolj raznovrstno, zanimivo, polno presenečen točk. To si sklenil na podlagi tega, ki si videl, kak tehnično podkovane plesalce imaš? Tako. Pa tudi sam sem vedno bolj stremel k temu, da ima nek smisel sama točka, v glavnem, no, da ne skrijem. In sem stavil na to, da imamo fajno musko, da imamo elemente akrobacije, elemente presenečenj in se, ne vem, na začetku še to nekako ni šlo, ampak ko smo pa vse več na različne festivale hodili, spravi na tekme, ki niso bile pod okriljem PZS ali drugih domačih stvari, ki niso mogle biti, po moje, saj tak fest politično usmerjene v sojenju, se mi zdi, da smo dobili nek feedback. Da se je bolj pokazala neka realna slika. Da delamo prav, ja. Da so ljudje zadovoljni s tem, kar vidijo pri nas, prišli so nam čestitati, so povedali, da jim je všeč točke, da so jim všeč točke, da tudi ocene so bile fajne. In ok, pa smo pač rekli, pa smo ready. In ko smo s tem konceptom šli pol na državo, smo bili vedno razočarani. Tako sem prej rekel, zdaj, če nazaj poštudiram, mogoče res imel previsoke cilje, ampak dobro, vsem pa nismo bili tuj slabši. Kot so vas ocenili. Kot so nas ocenili. In to je na nas vplivalo tako, da smo se pa odločili, da na PZS več ne gremo. In smo res vso energijo usmerili v festivale, ki so, če ne druga, ko si zmagal, dali nazaj saj neko nagrado. Ja, ker na PZS mislim, da kaj dobiš? Ni trenutno neke take nagrade, ki bi rekel, ne vem, ko iščeš evente, na katere bi šel, prvo pogledaš, kakšen je fond. Če se ti splača pokriti stroške, bivanja, blablabla. In se pa odločiš za ekipo, a se gre v to, a se ne gre, ne. Tu veš, da nič ne bo. Plus tega, ne vem, festivale ali pa kakšne neke showcase okoli po svetu, vedno tudi pogledaš, ne vem, kdo sodi, kakve so kvalifikacije in ne vem, se lahko ti pred tistim pokazal svoje znanje, svoje plesalce kot koreograf, kot plesalec, kakorkoli, ne, in boš si še tam nabral bonus točke, ker te bo, ne vem, tvoja, ne vem... Neki dol iz otroštva, te bo soda. Točno to, ne. Ker veš, kakve so njegove reference in pa tudi, ne vem, moji plesalci, ko vidijo, danes nas pa sodi ta pa ta in bojo tista, wow, to je z unim je delo in pa, ko grejo na oder, so, rečemo temu, počutijo se počaščene, ker jih je on gledal in jih je ocenil. In pa, če jih je dejansko ocenil fajn, ti si zmagal. Ni važno, ali si prvi, ali si zadnji, ampak če ti je on dal fajno oceno, ta tvoj idol ali pa ne vem, rečemo temu, nek svetovno dober plesalec, ti veš, da delaš v rejo. Potem, ko pa na drugi strani pa te pri nas doma na državnem... Sodijo ljudje, ki pa mogoče, ne pravim, so plesalci, ampak so podkovani v svojem stilu, v svoji zvrsti, kar pa po večini njih, pri njih ni to hip-hop, ne. Plus tega, da so pač dokaj stara generacija, ne. Ki več ne aktivno pleše ali pa se ne več aktivno izobražuje. Se starost ni umitev je, koliko imaš ti tekočega znanja, ne, pravi, kje si za trendi. Vem, enkrat se je na državnem zgodilo, da so čisto izjemoma dali Nejca, Savnikarja pa Željkota. Da sta poleg ostale sodniške zvrsti še ona dva. Kontra. In res, ko sem pa gledal ocene, to je bilo čist X. Pač ona dva sta sodila čist drugače, kot so sodili ostali, ne. Da sta sodila znanje, ne. Pač videla sta druge stvari, ki pa, ne vem, ostali sodniki tega niso opazili. Mi pa med tem letom delamo ravno na teh stvareh. Pa se jih ne priznava. Se ti zdi, da mogoče kdaj koreografi ali pa trenerji, čeprav imajo dovolj širine pa znanja, pa vse, pa plesalci glih tako dovolj izkušeni, prilagodijo znanje oziroma točko za to, da bo na državnem boljše ocenjena, pa zanemarijo mogoče tehniko, ki je sodniki itak ne bojo videli, pa grejo bolj v tisto smer, ki bojo ti netočno kvalificirani sodniki bolj ocenili. Se ti zdi, da si nekdo malo prilagodi točke včasih na državnem? Mislim, to, da si nekdo prilagodi točke glede na tekmo,
jaz pač ga ne judgam zaradi tega, ker logično vsak gre taktično v tekmo in če ti veš, kako pripraviti točko za to, da boš zmagal, super. Ne? Ampak problem je, tako smo rekla, ne bi se pa smel neko točko, ki ni hip-hop oziroma ki ni zanimiva, pa ti ne da neki ali kurje polti ali ne vem, da bi neki začutil ali pa nekaj. Ja, problem je, če pa tako točko ne sodijo pravilno. Se pravi, če ti sodiš neko naštancano koreografijo za enko, se pravi, da je najboljša, koreografijo, ki je pa predtem odplesala, pa je bila ena z hip-hop glasbo, z foundationi, z hip-hopa, dobro izvedbo, fajno rdečo nitjo, zgodbo mogoče v zadnjih. Ne vem, meni je tu takoj logično, koga dati na prvo mesto. Ja, valjda. Je pa res, da nekateri plesalci so zelo eksplozivni in zdaj, če daš ti v skupino same take plesalce, ki so zelo eksplozivni, dosežeš toliko večji wow efekt, ne? Wow efekt, ja. In jaz še vedno mislim, da na državnem je eksplozivnost več vredna kot pa vse ostalo, kar še lahko daš ti v točko. Pri meni je pa glih obratno. Ja, eksplozivnost. Spravi se ti zdi, da na državnem bolj cenijo eksplozivnost kot pa, ne vem, tehniko. Tako. Ja. UPZS, mislim, da? Ja. Mislim, da UPZS. Kaki pa so, oziroma bojo sodniki tam? Bo verjetno čist kontra slika od zdajšnjega PZS-a, ne? Predvidevam, koliko sem nekaj bral. Letos, ko sem bil na tem festivalu UPZS v Brežicah, kar se spomnim, so imeli sicer tudi mešane sodnike iz različnih zvrsti. Ne poznam vseh, pa ne vem, bomo videli. Jaz mislim, da tam bojo kar šli na specifiko za sodniki. No. Samo je pa res, da vseeno se držijo preveč tega, da ponuja v enem festivalu oziroma v eni tekmi preveč različnih zvrsti. Jaz sem še vedno mnenja, da ko ti delaš neko tekmo, moraš omejiti plesne zvrsti. Plesne zvrsti. Ti ne moreš imeti vse. Nimaš od zumbe do baleta do hip-hopa. Ja, pač, ker pol moraš imeti ful velike finance in pol roko na srce, če hočeš to narediti org, moraš imeti za vsako zvrst svojega ta boljšega sodnika. Oziroma par sodnikov za svako vrste. Tak sodnik pa ni pocen, ne? Ja, valjda. Tako da, ne vem, jaz sem vedno bil za to, da če delaš neko tekmo oziroma nek festival, se osredotoči, ne vem, v tem primeru samo na hip-hop. Pa da je pol za sodnike iz posameznih branž v hip-hopu. Ja. Pa imaš pol 6 sodnikov, poperja, breakera, ne vem, karkoli še pol naprej. In da imaš spekter vsega, kar je povezano v hip-hopu, ne? Pa zakaj ne delajo to pri nas, mislim, festivali? Dobro, vse v zadnjih letih je bilo, ampak so večinoma tudi, ne vem, nekdo, ko je hip-hop sodo, je pol še zraven break sodo, pa je pol še zraven, ne vem, kao urban sekcijo sodo, pa ne. Zaradi nara, ker bi mogli plačati če enega sodnika več ali pa dva, ali... Ja, mislim, ziher je denar tu zraven, sej pač to ni nič za zameriti. Nekoga, ki je specializiran v čemerkoli, pozna tudi sorodne zvrsti. In ni tako pa rečeš, dam ti tujk pa tujk in pa bi še pa rabo za uno tekmo tam. Sej, če ga že imaš tu, ga izkoristi, ne? Ne more ti pa zdaj ta oseba, ki je dober v hip-hopu nasplošno ali pa dober v popingu, naprimer, dober, ne moš mu pa reči pet jazz ali pa pet balet še soditi, ne? To ne gre. Vse ostalo bi pa komod prinesel, ne? Mislim, je logično, tudi sam bi to naredil. Ja. Tvoja najljubša izkušnja do zdaj, glede tekme, kot tekmovalec ali pa kot trener vseeno, kje? Malo piši. Kaj se ti je najbolj zasidralo spomin do zdaj? Najbolj zasidralo spominu? Mislim, na kar sem najbolj ponosen je, ko smo z Jerryjem šla pare. Kdaj je bilo to? Ki? Jerry Tratnik, ko bo imel 10-12 let nazaj. Je že toliko? Ja, smo imela street točko, ki nam je pomagal sestaviti Darjo. Itak že sami treningi so bili ful zabavni, pač eksperimentirali totalno. Ne vem, tudi zgodba, da smo dva starčka, je bilo nam pisano na kožo.
in že sam potek do same tekme je bil ful pozitiven. Pa ne vem, nismo šla z nekimi visokimi pričakovanji na to tekmo, rekla smo, ajde, dej, bomo, ker je bilo v Ljubljani. Smo že prejšnja leta počas stopnjevala, smo vedno više šla, ampak pa ko smo prišla pa v Ljubljano, smo odplesala 2 kroga, mislim, da sta bila 2 kroga. In v finalu, ko nas je bilo 6, so sodniki kazali, se pravi na 3-4 so mogli pokazati, ne vem, za prvi par, na kjero mesto bi dali, in pa drugi par, na kjero mesto bi jih dali. In mislim, da smo bila mi dva nek tam na sredini. Je bila fora, da pred nama so bili pa tudi ful dobri pari. Samo konkurence. Res pač, ja, sami dobri. Videla pa tam in smo si mi že rekla, v redu, smo odplesala, pač, ne vem, ajde, če ima tretja, ful dobra. Res. Nič, pa so pa prvo ta boljše dali čez in so bili, ne vem, druga mesta, tretja mesto in mi jo tako sem gledala. Ne, tako prav smo študirali, čakaj, če so oni bili drugi, tretji, ko smo pa mi, ne? Tako, smo zadnja, ne? V finalu. In pa prijemo do nami in tako samo enke, pa mi jo tako, Kvarva. Tako da ja, to je, rečemo, moment, ko ne bo šel nikdar iz glave, no. Ko nam je tudi presenetilo, da po moje smo pa še kar lep cajt rabila, da smo ga pozložila, no. Ja. Tako da ja. Pa te sta pol tako tudi bila dosti opeževalk, ne? Ste slagala. Ne, v redu je bilo, v redu. Ja, ne, tako bom rekel, iz tiste točke pol naprej sem jaz začel učiti. Da mi je ratala to služba, no. Zaradi tega, ker ste zmagali, ali? Ne, sem že prej začel poučevati, ampak do takrat sem delal to kot dodatno zaslužek, rečemo, nisem gledal na to kot službo, da bi lahko to delal zdaj tak, da si s tem kaj prvošel. Po tisti točki pa sem, rečemo, pri šefih plesnih šol veliko lažji. So mi bolj zaupali, da ne vem, sem dobil več skupin, sem dobil višurno postavko, lahko sem neke pogoje dodatne postavilo. To, da pa sem se sploh še pol odločil, da bi rad živel tega, je pa tudi ful ena taka zanimiva zgodba. Jaz sem drugače po izobrazbi ekonomist, oziroma mednarodni ekonomist. In jaz sem imel obvezno prakso na firmi. Ki? Kaj si dela? Primat, tu v Mariboru. In sem prišel delati, mislim, da za 2 meseca tja, delo kot praktikant, se je pa istočasno takrat ponudila na tej isti firmi, se je ponudilo prosto delovno mesto in so dejansko mi ga ponudili. In to je bilo glih v obdobju tam, mislim, da 2007-2008, ko je bila ta inflacija, recesija in so veliko ljudi je ostalo brez službe, meni so pa pač takrat ponudili službo. In vem, da sem takrat nadrejenemu rekel, če mi da, ne vem, en teden, da preštudiram, da se pogovorim doma. Rekel, ni problema, jaz grem domov. Mene je bilo po eni strani, sem bil tak 99%, da pač bom to sprejel. Niti nisem v drugih opcijah študiral, no. Prijem domov, povem staršem, pa je takrat oče me presenetil, ker je rekel, pa si ziher, mislim, ti bi rad v ekonomiji delal. Sem rekel, pa ja, lej, fajno plačo so mi obljubili, zdrava firma, mislim, zakaj pa ne, ne? Ja, pa, kako pa ti kaj ples gre pa to, ne? To te je foder vprašal? Ko bi glih kontra pričakoval, ne? Ja, ker ata sam je tudi ekonomist, že skozi v tem in uživa, ve, kaj se dela v ekonomiji, tako da bi prej od njega pričakoval, da bo rekel, vzam, ne? Smisel, da ga bom razveselil s tem, ne? S tem informacijam, ampak pa sam začel malo tak, pa kako pa kaj ples, mislim, bi lahko s tem živel. Sem rekel, mislim, nisem v tem študiral, ampak in pa mi je rekel tak, lej, ti tu skenсли, tako plačo, ko so ti tu ponudili, ti naj bo cilj, da v 6 mesecih dosežeš to plačo preko plesa. Tada sta mi fej stala ob strani in ja, pa se je to je uspel. In po 6 mesecih sem prišel do tega budžeta, ki mi je bil obljubljen tudi v ekonomiji. Po 6 mesecih? Ja. Smo pa vse v te napore dali. In hkrati se pa tudi to, no, še poklopili z tekmo, da vse skupaj je šlo, samo energija pa šla v ta ples, ne. Nice. Cool. Kaj pa danes se ti zdi, mislim, imaš željeno urno postavko, s katero lahko živiš oziroma delaš, ali si jo še konstantno dviguješ? Mislim, se ti zdi, da je tvoje znanje, pa izkušnje, pa let preživetih, pa izobraževanja
da imaš povrnjena za plačo, ki jo dobiš kot plesalec, trener, pedagog ali... Tako bom rekel, glede na to, da si že dolg v tem, da si že veliko dal čez, da imaš neko določeno znanje, da si že dal neke rezultate, se pravi, delaš pravilno, se ti vedno zdi, da tvoja urna postavka ni primerna temu. Ne? Ja. Ampak sam se držim tega načela in tudi učim to svoje otroke. Naš moto je skromnost, spoštovanje in pripadnost. Se pravi, skromnost je zelo pomembna vrlina. Naštimi si tak, da normalno živiš. Tako sem pa rekel, če si pa preveč požrešen, pa te ljudje pa ali hitro skinejo, ali pa tudi sam ne boš srečen. Če boš preveč zaletal oziroma, tako bom rekel, preveč požrešen z denarjem. Je pa tudi zdaj korona in mi je Vsak hoče preživeti. Ja, meni je logično, mislim, neke plesne šole in moraš iti nasprot za to, da bojo sploh lahko preživele za naslednji let. In mi ni noben problem, pač malo stisnati, pa malo manj zaslužiti zdaj v času korone, kot pa takrat, ko je bila sezona na vrhuncu. Drugače pa ja, služi se tako sem rekel, normalno živim. Normalno živim, nisem pa zdaj bogataš zaradi tega. Kam pa se ti zdi, da pelje cela ta lockdown, korona, kriza, situacija glede plesa pa razvoja poklica, pa misliš, da bo to prosperiralo čez, ne vem, leto, dve, ali bomo zaradi te korona krize rabili dlje cajta, ali... Kar se tiče novih nadobudnih plesalcev, bomo rabili zelo nekaj časa. Ja. Mislim, da bomo poiskali nove plesalce, ki bojo čez 2-3 leta, ki je imel za pokazati, bo se zdaj predstavljali ziher na 5 let, po moje. Tako sem rekel, par generacij smo zdaj izgubili. Drugače pa korona, tako sem rekel, zdaj še ena taka sezona, bomo težko preživeli. Mislim, večina plesnih šol bo težko preživela tako sezono, ker mi živimo od tega, ker nam zaupajo otroke. In če vlada ne psti, da damo otroke v dvorane, kam mi bojo starši dali? Pa se ti zdi, da se treba zaradi tega prilagoditi, pa pač, ne vem, bo od zdaj oziroma te situacije bi naj ples se, ne vem, doživel evolucijo, pa se razvil na spletne platforme, pa bi bila to neka stalnica, ali... Ja, zdaj tak, to je zdaj dvorezni meč. Jaz mislim, da prilagoditi smo se tak in tak že mogli, s temi Zoomi pa online klasi, se trudimo maksimalno vsi, ampak mislim, da to ne bi smela biti stalnica. Otrok je v razvoju, rabi v živo pogovor z nekom, ki pozna ta področja. Mora ta biti v enem prostoru, v istem prostoru, in energija tle naredi svoje. Vse online klasi bodo zdaj ratali mainstream, bodo še vedno rasli, razvoj bo šel v to smer, zato ker bojo s tem se povečala kapaciteta trga. V Ameriki, pa mislim, drugod po tujini imaš tudi spletne platforme pa aplikacije za online klasi, ko so, ker mislim, že pred korona krize so bile kar visoko, pa jih je folk dosti uporabljal. Kaj pa pri nas, mislim, Slovenci, misliš, da dosti ali manj? Če hodijo na te klase? Ja. Jaz v koroni definitivno se sem sam šel. V času korone si poiskal neke izobraževanja in ja, jaz sem šel prek Stizija. Imajo zelo fajne programe, gor nič ne rečem, ampak meni to ni to, no. Dolgoročno gledam. V času korone meni bilo super, ampak da bi jaz zdaj to delo, ne vem, konstantno naslednjih 10 let, no go. To dolgoročno se mi zdi pa zamre plesni del hip-hopa. Se pravim, na Japonskem pa v Ameriki jim je to del življenja že, ne. Ti, če jim vzameš to dejavnost, se bo počutili prazen. In že tako smo v takem obdobju, ko veliko ljudi pada v depresijo in se mi zdi, da ne jim vzeti plesa, no. V prvotni obliki. Da se vsa malo podružijo pa sprostijo. Tako. To je tako vsaka dejavnost, ne vem, ljudje hodijo v fitness, ljudje hodijo na piknike, v parke, ne jim to vzeti in
škoda je, no, da se tak fejze omejujemo, ker otroci nasploh so že pred korono imeli problem in z prekomerno težo in z problemom komuniciranja, niso imeli pravih prijateljev, vse je bilo preko spleta, imel si tavžen prijatelj na Facebooku, a ko si šel na igrišče, nisi nobenega poznal, ne? Ja. Tako da tu se mi zdi, da smo fejst veliko napako naredili dolgoročno gledano. Pa od koga je to, kdaj je to odgovoren? Vsak posameznik ali vladajoči ali skupnost lokalna? Ali... Mislim, kot starš, če bi jaz imel svoje otroke, definitivno pač poslušaš, kaj ti vlada narekuje, ker prvo kot prvo nočeš škoditi, verjameš medijem, nočeš škoditi lastnemu otroku in zdravju in okolici. Ampak čez čas, to je zdaj moje mnenje, zdaj marsikdo bo rekel, da ni pravilno razmišljanje, ampak jaz mislim, da dolgoročno se je pa pokazalo, da korona je bolezen, so bili potrebni neki ukrepi, ampak jaz mislim, ne rabiš pa zdaj to tako dolgo vleči, pa tak fejst omejiti. Ker se mi zdi, da se več škode zdaj naredi z vsemi temi strogimi ukrepi, korona je še pa vedno tle. Pa še bo, mislim. Pa še bo, z njo bomo živeli. Človek je že na svetu tudi dolgo je, pa smo imeli že veliko hujše bolezni, pa smo še vedno tle. Zdaj ne pravim, so bile smrtne žrtve hudve, ampak človek se adaptira. Ne? Zato smo še vedno tle in ne vem, jaz mislim, ne bi se smela družba ostati zaradi tega. Pa zapirati, pa treba se privaditi, pa navaditi. Ja, tako no. Se mi pa tudi zdi, no, da smo zdaj ful izgubili zaupanje v medije, ker smo tudi sami pogruntali, da neke stvari le niso bile res, ki so se nam govorile. Ne? Tada ja, to je moje mnenje. Vse je bilo fake. Ja, to je moje mnenje. Danes zaskona, moraš verjeti, komu bi verjel, odkot je informacija. Pač, jaz isto, jaz verjamem tisto, kaj vidim, pa slišim na ulici od človeka do človeka. Zdaj je baba rekla, baba je čula tam od 10. brata v 3. kolenu, od mrzle sestrične, od prababice, boli me ne briga. Opazil sem, da si zadnje cajte, ali pa mogoče zdaj to poleti, da si začel risati malo, to bo zdaj nova Miha Poznič zadeva, ali... Ne, jaz imam, zdaj med poletjem sem se odločil, dejansko si vsako poletje dam nek nov challenge, ko se mi sezona zaključi, da nisem skozi v plesu, da se malo razbremenim z plesnim idejam, kako vidim stvari. In ja, letos sem se odločil, da začnem posvečati risanju. Posvetil sem se k temu predvsem zato, ker se želim na koncu naučiti risati vektorsko. Ker imam željo tudi to na svoj merch predstaviti. Ker do zdaj sem vedno se mogel zanašati na zunanje izvajalce, zunanje umetnike. Bi pa najraje imel, da sam naredim neko stvar od začetka do konca. Tako da, Kako ti gre? Ti je težko, mislim, tudi proces učenja, risanja? Tako bom rekel, ko sem bil v otrok, sem fejst risal, no, ampak sem risal vojačke pa take stvari, ko so meni bile cool. Pa luleke pa. Luleke ne. Se spomnim, vedno v osnovni šoli, karkoli smo si šolci narisali, si mu, ne vem, odprl novi zvezek pri matematiki, pa si mu veliki lulek narisal, pa ne vem, si mu napisal ime njegov ali pa ne vem nekaj. Ne, jaz nisem lulekov risal. Ampak, tada ja, neke, kako bi rekel, tehnike, osnove sem že imel vse, tako da mogoče malo hitreje vse skupaj zdaj gre. Se učim spet od začetka, ampak si hitreje neke stvari zapomnim. Sem še pa daleč od tega, da bi narisal to, kar si želim. No. Da tu imaš kaki? Samo enega imam. Ki, kaži? Imam ga tu pod pazduho, tako ti, izga. Ne, kje imaš ti? Ti imaš tu. Kaj pa ti piše kar? Ker lahko. Lahko, to je naš moto. Se pravi, ko boš osvojil risanje, si razmišljal, da bi si kaki tatu sam narisal? Ne, to pa nisem študiral. Nekako, ne vem, sebe ne vidim, ful potatoviram ga. Kaj pa, če boš imel kdaj otroke, pa to bojo, ne vem, ful vzgojeni,
porihtani, pošlihtani, ulikani, ali bojo bolj taki brdavsi pa... Ja, upam, da bojo spoštljivi, no. Okay. Predvsem to spoštljivi, vse ostalo pa upam, da bojo sami vedeli, koliko se obračati. Nekakih nočem preveč omejevati, ne vem, če sem jaz zdaj sam plesalc ali pa povezan s hip-hopom, ne želim, da bi zdaj tudi moglo oni biti v tem. Ja. Za mene, tudi če bojo šli čist x stvar, tudi če bojo šah špilali, jaz jim pri tem podpiral, ampak... ta ful plesalec mali pa šah. Se pravim, ti predvsem veden sem za to, da se skozi challengeaš na ta način, da odkriješ, kaj ti je všeč, ker vsak ima svoje. Tako da bom najbolj vesel, če bo moj otrok najdel stvar, ki ga bo veselila. Ja, nice. Bom pri tem podpiral. Kakve so še tvoje, pač večinoma te tisti v tvoji okolici poznajo kot plesalca, kaj pa so še tiste Miha Poznič verline, ko redko kdo ve, oziroma na začetku si omenil karatena, da si treniral nekaj cvetaca, za ne vem, če dosti folka ve. Kaj je še tisto tako prije Miha domov, pa zdaj ni več plesalec, pa učitelj, pa trener? Mislim, sem bil zelo zagret za igrice. Računalniške igrice. Ja. Mislim, še vedno sem, ampak sem zdaj kar fejs zmanjšal. Okay. Zakaj? Pa ne vem, nekako pol skapiraš, da če preveč časa posvetiš temu, na koncu nimaš veliko tega, ampak ti pa pripomore k sproščanju, ima tudi svoje pozitivne stvari. Dobro, če prav zabite, eni 11-letniki, ko so prvaki v Fortniteu, pa služijo na koliko tisoč na mesec, bi ti dali kontra, ne? Ja, to je res. Ampak, no, tako sem rekel, ne, pač jaz se ne vidim, da bi iz tega jaz služil, ker premalo posvečam temu energije. Ampak res delam to zaradi tega, ker se pa fajn počutim. Ja. Ker se čisto izklopiš, malo greš, pozabiš skrbi, greš igrice odšpilati, si na vezi s prijatelji, in je to. In je dost. Baterije na film. Igrice, ok. Ja. Cool. Druga stvar, kaj še, ful imam rad, oziroma tudi željo imam, da bi nekoč ta merch, ki ga zdaj furam, to pa je Forceom. Force merch, ampak trenutno imam Force bolj za, mislim, še vedno je to glavna prioriteta je ples. Ja. In je vse povezano s plesom, ampak ciljam tudi na to, da bi nekako moje blagovna znamka kot majice, kot zokni, kot dodatki rasli. Oziroma, da bi, tako sem prej rekel, da bi jih sam naredil od začetka do konca. Se pravi, sama proizvodna. Nit, šivanka. Tudi. Ampak to je pa mogoče naslednje poletje. Ja, bom spet fraj, pa bom šel malo šivalni stroj. Nice, cool. Se pravi, bi rad imel neko vrsto linijo s cotami. Linija s cotami, ja. Ne vem, jaz nekako sem si to vedno želel, že tudi kot otrok, ko sem šel si kupovati hip-hop cote, so bile fajne stvari, nimam kaj za reči, ampak vedno je pa manj kot tiš čepec, ko pa bi ti imel malo drugače. Ja, bi še to dodal. Pa mogoče malo odrezal tu, tam je malo več lufta dal. Še imaš doma kaj, še nosiš kaj, tiste old school široke bagi cote, ko si jih včasih? Ne, hlače sem dal že vse v stran, nekako več ne čutim tega, da bi zdaj pri teh letih hodil okoli, ker vsem te zaznamuje to, no. Mislim, če bi zdaj s tem letim šel na občino, tako oblečen, pa bi rekel, jaz pa odpiram firmo, ne, bili tisti tak, pogledali od spodih na vzgor, pa bi rekel, teda ja, včasih se moraš malo tudi prilagoditi, ampak kar se tiče plesne dvorane, tam pa še vedno široke stvari, nekako se počutim tem udoben. Sem pa obdržal kape sem pa obdržal. Koliko jih imaš? Imaš preštete? Ja, nekaj sem jih že v stran metal. Mislim, ne, v stran nisem nič metal, naprej sem jih dal. Ok. Ampak ne vem, tam nekaj čez 20 imam. Same originale? Ali... Jo, same originale, ja. Ti imaš Cap Collection? Cap Collection, ja. Nice. Si razmišljal, kdaj v plesni šoli svoji, da bi imel prav svoje prostore? Ja, konstantno, mislim, se to je želja dejansko vsakega, ki živi za ples, da bi nekoč bil sam svoj šef. Ampak trenutno je še samo v glav. Nisem še sploh niti študiral, da bi šel pa čez to. Želja je? Ali... Želja je, ampak trenutno ni potrebe potem. Pa časi to se mi zdi so, ne? Glede na korona, pa omejitve, pa zapiranja, pa...
Ja, pa zihraš sem. Ja. Jaz sem ko po naravi zihraš, tako da bom 3-4 preštudiral, zanaliziral. Najslabši scenarij, najboljši možen scenarij, pa verjetno šel to. No. Cool. Ja, nič. To je to za naš današnji prvi #Progress Report podcast. #Progress Report. Tako, danes je bil z nami Miha Poznič. Najlepša hvala, Brovski. Tako da se vidimo, se slišimo, followajte ga na Instagramu, Snapchatu, Facebooku, Twitteru. To je to. Hvala ti. Ajde. Ajde.